Da še to povej, ker si v Milanu delala kot model in kako to izgleda. Pač, jaz ne poznam te industrije. To je Pač. ful naporno. Pač hvala Bogu, da sem takrat, jaz sem imela 23 let, punce, prvič, ko sem šla v Milano, sem bila stara 17 let in pol sem se vrnila ful pozno. Punce, ki tja grejo običajno, ko so stare 17 let, niti srednje šole ne zaključijo, ali pa so, ne vem, prvi letnik faksa, ali pa 18, da sem bila med najstarejšimi. In bila sem že toliko samozavestna, da sem vedela, kako stvari potekajo, nisem bila labilna, ni bilo to meni, zdaj si v Milano, zdaj pa to si ne vem kaj naredil. Jaz sem šla tja, ker sem želela v Milano, kot da sem videla, kak je ta svet. Bila sem samo 3 mesece, ne več. Jaz sem naredila že faks, sem že bila na magisteriju vpisana in sem pač šla tja. Ampak je pa kar naporno to. Ja, daj nam malo predstav, kaj to pomeni naporno. Kako to izgleda? Se pravi, a veš, kaj ljudem rečeš modeling, tu so vse pač suhe, tam nič ne jejo. To je dokaj resno. Odvisno, kako si podvržen. Imaš ti ženske, ki so vse v Milano, recimo večina ženske ful suhih, in so že naravno suhe. Jaz nikoli nisem bila naravno suha. Jaz sem vedno se borila s kilogrami od svojega, ne vem, 15 leta naprej. Pač, ker se mi zdela, da sem debela, pa tak nisem bila. 3 kile sem imela preveč, ampak kakorkoli. In jaz sem mogla vedno paziti, kaj jem. Skozi cel life. Še dan danes. In meni je bilo pač težje, jaz sem vedno mogla tam hujšati, vedno sem mogla paziti. Meritve si imela enkrat na teden, so te celo zmerili. So rekli, joj, pol centimetra imaš več kot zadnjič. To ni v redu, ne, joj, ti si že hujša, ti si jedla že samo solate. V glavnem, pač, če nisi naravno suh, je ful naporno to. Ok, kaj pa te castingi, pač? To pa hodiš, to laufaš z mapo, z bukom, ne, še zdaj imam te buke tu neki. Buk imaš v roki, ne, to se pravi, buk je knjiga, kjer so tvoje predstavitvene fotke. In s tem bukom laufaš ti okrog na en casting, na drugi, na tretji, na četrti, čakaš v vrsti včasih 5 minut, včasih 5 ur. In pred tabo 500 žensk, pa ne veš, kjer bojo izbrali. In pol te zberejo, ali pa te ne zberejo, ne. Tako da jaz sem imela ful srečo, ker prvič, ko sem dol prišla, isti dan je bil casting za Kolmar pa Lacoste. Meni pa je bila Lacoste, ona znamka, veš kaka, samo Lacoste, jaz zastonj grem delat. Ne, mi rabite plačati, samo da nosim Lacoste. In kaj se zgodi, tako sem si želela, da sem dobila job. Prvič sem bila tam in pol sem na oni pisti bila joj, veš, kot ti je fajn, kaj predstavljaš, štekaš, kaj to tvoja firma, ki jo imaš v rad. In pol pa sem pač hodila od castinga do castinga, včasih sem imela, ne vem, 3 castinge na dan, včasih 10. Ful je bilo naporno. Kako to izgleda casting? Ti sam prineseš buk in to je to, ali se moraš pol še tam slikati? Ti prideš noter, oni ti samo reče, ne vem, ti si kot številka, prideš tja, daš buk, on ti reče, postavi se tak, ne, profile moraš pokazati, ne, da vidijo, kak imaš profil. In rečejo, thank you, in greš, nič, si v redu nisi. To traja 5 sekund, to se pravi, jaz čakam 3 ure.